Slovenija zaradi svoje ugodne geostrateške lokacije z izhodom na Jadransko morje s sodobnim tovornim in potniškim pristaniščem svoje gospodarske dejavnosti usmerja tudi v pomorstvo. Plovila delimo na ladje in čolne. Torej, mi na morju poznamo čolne in ladje. Čolni so plovila do 24 metrov in ladje so plovila nad 24 metrov. Te potem lahko delimo, dajmo reči, še na podkategorije. Seveda imamo čolne, ki so za osebni namen, čolne, ki so za gospodarske namene, čolne, ki so za javne namene. Ladje pa, kot vidimo tudi na morju, imamo za različne vrste tovorov, za prevoz potnikov in še to potem delimo naknadno na vrste tovorov in tako dalje. Tako da čolni in ladje so za naš dva pojma ločena. Katere so najbolj pogosta plovila v našem morju? Zdaj v Sloveniji je tako, če gledamo poleti so manjša plovila, po zimi so ladje. Tako da čez poletje več ali manj se srečujemo z prometom manjših plovil, govorimo nekje o obsegu, dajmo reči, do kakšnih 16 metrov v Sloveniji prevladujejo. Sicer poprečna plovila, še posebej Slovencev, so nekje okoli 7 metrov. Je pa ladijski promet v Luki Koper čez celo leto podoben, dajmo reči, da ne vpliva toliko letni čas, ampak je seveda zato, ker je promet od čolnov manj čez zimo, je toliko več tega ladij čez zimo. Ladje pa segajo tudi nekje različne velikosti, od ta manjših, ki so nekje do 100 metrov, do teh ta velikih, ki so 350 metrov. Se je v zadnjih 5 letih povečal promet na morju? Torej, to je en seveda zanimiv faktor, ki vemo vsi te 2 leti covida, ki smo imeli. In kar je zanimivo, če recimo se osredotočimo na ladijski promet, je bil zelo jasen, viden upad ladijskega prometa. V tem času smo zaznali, mislim, da okoli če ne celo 30 do 40% upad. Ta trend se zdaj ponovno povečuje, torej ladijskega prometa je več. Nekaj podobnega je bilo za ta manjša plovila, torej za čolne, ampak ne tako drastično. Vezano je bilo več ali manj na ukrepe, zdaj pa recimo v zadnji 2 sezoni, prejšnje leto in letos, pa vidimo že tudi dvig prometa s čolni. Tudi recimo zdaj ni več šengenske meje, pa tudi tukaj se vidi nek povečan obseg prometa. Na območju notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike Slovenije veljajo pomorski predpisi, ki jih je vsak uporabnik morskega prostora dolžan poznati in upoštevati. Seveda to so podatki, ki jih zelo z veseljem damo moreplovcem. Če gledamo specifično ladje so torej 300 metrov od obale se morajo držati, ampak je tu recimo zanimivo za poudariti, da v Sloveniji imamo tako imenovano separacijsko shemo in ta je namenjena za ladijski promet. Torej vse ladje, ki prihajajo v Luko Koper, se morajo držati te separacijske sheme. Naši pristaniški nadzorniki izvajajo stalni nadzor nad ladjami in v bistvu jih usmerjajo ali jim povejo, recimo, če grejo ven iz te separacije. Omejitev 300 metrov velja recimo za kakšne jahte. Jahte vemo, da so lahko dolžine že torej 24-25 metrov in tudi one se morajo držati 300 metrov od obale. Če pa govorimo o čolnih, čolni se morajo držati, torej če čoln glisira, se mora držati 250 metrov od obale, če ne glisira in pluje na motorni pogon 200 metrov od obale. Pri kopalcih je važno, da se držijo tega, da ne gre dlje od 150 metrov od obale. Če pa govorimo o plovilih brez pogona, surferji, kajterji ali kakšni čolni na vesla, pa se tej lahko približajo do obale, ampak se ne smejo oddaljiti več kot 1 kilometer od obale. Tako da so te omejitve več ali manj, kar se tiče plovil. Za ladje pa, kot sem omenil, 300 metrov oziroma separacijska shema. V zadnjem času je veliko govora o zelenem in trajnostnem gospodarstvu in tudi pomorski promet se že vrsto let prilagaja zeleni strategiji. Tudi na tem področju se uveljavljajo nova pravila in tudi nove ladje so vedno bolj zelene. Vsekakor onesnaženje tukaj je zdaj zadnje sekunde, mi moramo paziti, kako mi delamo z našim planetom. Kajti onesnažimo ga ne samo z ladjami, in z avtomobili, in z avioni, in z industrijo, ki največ onesnaži. In zato pa mi moramo paziti, kajti drugače mi za namcem ne bomo pustili čisti zrak in čisto vodo. 2 elementa, ki so najbolj važna za življenje. Torej,
novi predpisi, nove ladje, ma ne samo na ladje, ki že so v eksploataciji, ampak že mi, kakor inženirji, ladjedelski inženirji, že ko projektiramo ladje, moramo tako projektirati, da lahko zadovoljimo predpise IMO-ja, to je Mednarodna pomorska agencija oziroma organizacija, ki nam daje točno smernice, kakšne ladje morajo biti, da bomo imeli čim manj emisij, posebno toplogrednih plinov, to se pravi SOX, zveplenih oksidov, NOX, dušikovih oksidov, CO2, ogljikova dioksida in PM, podrobnih delcev praha, ki so najbolj hudičevi, najbolj škodljivi za našo kardiovaskularno in tudi za dihalno naše organe. Ladje morajo zadovoljevati predpise in imeti ustrezne certifikate, da se lahko sploh usidrajo v Luko Koper. To preverja kapitanija, ki skrbi za varnost pomorske plovbe in urejanje pomorskega prometa. Zdaj imamo predpise, da vse ladje, tudi tiste, ki so že v eksploataciji, morajo spremeniti nekatere stvari oziroma razne stroje, razne naprave, da zadovoljujejo vse predpise, ki so veljavne. Torej, tiste ladje, ki prihajajo v Koper, so isto tako dobre, kako tista, ki je šla za delnice Monfalcone pred mesec dni. In to je nemogoče, da ena ladja lahko prihaja zdaj v Luko, da nima vse certifikate, kakor zahteva IMO. In to je zelo strogo dan danes, kajti luška kapitanija, to se pravi Port Authority, mogoče pri vas je luška kapitanija, druge so neki drugi organi, ampak ti imajo dolžnost, da ko pride ladja v pristan, da grejo kontrolirati, ali je to, imajo vse predpise, ali imajo certifikate, ker drugače enostavno ne morejo privezati ladje v luki. Predpisi Mednarodne pomorske organizacije IMO so od začetka letošnjega leta bistveno strožji. Ladje morajo namreč beležiti svoj ogljični odtis in upoštevati visoke standarde glede vpliva na okolje. Torej v pomorski domeni poznamo par organizacij, ki na svetovni in evropski ravni pišejo pravila, dajmo tako reči, tudi z ekološkega vidika seveda. Kar se tiče pomorstva, to je organizacija IMO, torej Mednarodna organizacija za pomorstvo, in organizacija EMSA, ki deluje na evropski ravni, Agencija za pomorsko varnost evropska, in oni predpisujejo v bistvu vodila in navodila, kako se morajo ladjarji ravnati, kakšne tehnične lastnosti morajo imeti ladje. V zadnjih par letih je ekologija seveda ena ključnih zadev. EMSA je tudi nastala zaradi tega, po eni hujši pomorski nezgodi se je organizacija oziroma agencija pač ustanovila in začela že v kratkem potem tudi postavljati nove standarde. V zadnjem letu poznamo tako imenovan MRV certifikat, torej izračuna se neko povprečje izpustov ladje. Ladje, ko pridejo v evropske vode, morajo te analize narediti in dobijo ta certifikat. Trend je, da so ladje vedno bolj zelene, sicer se moramo zavedati, da še vedno plujejo več ali manj na težka goriva, torej so veliki onesnaževalci, ampak je trend v povečanju. Razvijajo se ladje, ki plujejo na plin, razvijajo se ladje, ki plujejo na elektriko. Pri nas jih sicer še ni, to je treba poudariti, ampak mislimo, da v naslednjih par letih, dajmo reči, se bo sigurno tudi ta promet pojavil tudi v naših vodah. Tudi v Luki Koper si prizadevajo, da bi v pristanišče priplulo čim več sodobnih in zelenih tovornih ladij. In želja našega pristanišča je zagotovo, da bi k nam prihajale vse bolj čistejše ladje, torej tudi nekako novejše ladje, ki imajo številne tudi samočistilne sisteme že vzpostavljene. Opremljenost ladij zagotovo spremlja uprava za pomorstvo, ki ima tudi okoljsko inšpekcijo in ki tudi bdi nad nadzorom, kdo lahko vstopa v naše morje in kakšni so nekako pogoji. Mi pa skladno z ESI shemo trenutno budno spremljamo ladje z področja emisij v okolje in skladno z nadgradnjo bomo tudi spremljali njihov hrup, torej hrup, ki ga oddajajo v okolje, ker se zavedamo, da smo v neposredni bližini mestnega jedra Kopra in lokalne skupnosti Ankaran in želimo biti v bistvu še naprej dober sosed. Ta namen so pripravili vpeljavo sistema Environmental Ship Index, ESI.
Gre za prostovoljno shemo, ki jo pristanišča uporabljajo za spodbudo in nagrajevanje okoljsko čistejših in sprejemljivejših ladij. S 1. januarjem mi ladjam, ki so vključene v ESI shemo in so nekako okoljsko čistejše, torej oddajajo manj emisij v okolje, omogočamo plačilo nižjih pristojbin. Nekako na tej evropski ravni se bo ta shema tudi nadgradila in bo verjetno podobne ugodnosti omogočala za ladje z manjšim hrupom. Tako da nekako trend gre v to smer, da bi bila tudi pristanišča čim bolj zelena. Luka Koper je tukaj morda primer dobre prakse za določene segmente, ker smo veliko naredili že v preteklosti, tudi z vidika preventive. Imamo notranjo maritimno enoto, ki skrbi za v bistvu neko varno plovbo, pa hkrati tudi številne preventivne akcije izvaja, da je tudi naše okolje in morje, ki ga nekako souporabljamo, čim bolj čisto. Vzpostavljen je redni monitoring kakovosti vode, zraka in hrupa. Kako zelene pa so ladje, ki priplujejo v naše morje? Je sodobnih ladij veliko ali prevladujejo starejše ladje? Starih ladij je zelo malo, ne morem tako reči. To je vezano tudi na pomorsko inšpekcijo, tako imenovani port state control. Ladje, ki niso več primerne za plovbo, ki recimo so veliki onesnaževalci ali pa so zanemarjene, jim ni več dovoljeno pluti evropske luke. Zato vidimo še posebej v zadnjih, dajmo reči, 20 letih starejših ladij zelo, zelo malo pri nas. Mislim, da že par let ne beležimo zaustavitev ladje, kar je bilo pred letom 2000 praktično skoraj vsakotedenska zadeva. In vidimo, da v bistvu je neka povečana ekološka zaveščenost tudi na ladjah. Treba poudariti, da v Sloveniji, zato ker seveda imamo toliko malo morja, ladje so zelo omejene, ne smejo spuščati nobeno vrsto, dajmo reči, tekočin, torej odpadnih vod, kakšne greznice in podobno. In več ali manj torej se raztovarja kakšne smeti, oziroma ne več ali manj, ampak se more raztovarjati v pristanišču smeti in podobno, ne. Koliko je takih ladij, ki niso v skladu s predpisi in jih mora pregledati inšpekcija? Jih je precej, na teden jih pride sigurno njih par, dajmo reči tam najmanj 3, tudi kaj več. Kar je zanimivo je, da naša pomorska inšpekcija uporablja en poseben portal in sistem, imenovan TETIS, in v bistvu preko njega on je vseevropski in je povezan med vsemi državami Evrope in v bistvu tu potem oni dobijo informacijo, katera ladja je nujna za pregled, katera ni toliko nujna, in če je ladja recimo prve prioritete, pa tudi če je nedelja v polnoči, mora iti naša inšpekcija to ladjo pregledati in videti, če je tehnično izpravna za plovbo. In potem, če se to izkaže, da je v redu, se ladji dovoli pač plovba ali pa se ji naloži, da mora kakšne popravke narediti ali pa se celo v najslabšem primeru zaustavi. V sklopu zelenega prehoda je vedno več govora tudi o električnih ladjah in o možnosti priklopa na električno omrežje v pristanišču. S tem namreč ladja lahko zaustavi svoje generatorje, ki v največji meri vplivajo na hrup in onesnaževanje. Koprsko pristanišče zaenkrat še ni opremljeno z električnimi priključki, imenovanimi Cold Iron, ki bi ladjam to omogočali. Ja, Cold Iron dejansko opisuje možnost neposrednega napajanja ladje, ki prihajajo v pristanišče z električno energijo. To pomeni, da ko pride, se preklopi in koristi električno energijo neposredno s pomola oziroma z obale. V Luki Koper imamo trenutno možnost napajanja z električno energijo vlačilcev in določenih servisnih plovil. Ampak da bi lahko to omogočili nekako širšemu spektru tovornih ladij, potrebujemo dodatno električno moč. Tudi tukaj smo dejansko bili nekako pobudniki, da se poveča moč elektrike, ki prihaja v pristanišče. Skupaj z Elesom vodimo projekt priključnega voda in nove transformatorske postaje, ki bo lahko omogočila, da do 2030 vzpostavimo vso potrebno infrastrukturo in omogočimo
elektrifikacijo v bistvu obal in s tem tudi priključitev neposredno na električno energijo. To je pomembno ne samo v luči v bistvu ladjarjev, ki sigurno zaznavajo neko potrebo, da bi na ta način bili bolj ekološki, ampak tudi iz vidika Luke Koper, ki je v neposredni bližini v bistvu nekih lokalnih skupnosti in mest, saj bo na ta način lahko ladja v bistvu v popolnosti ugasnila svoje motorje in bistveno zmanjšala hrup, ki je danes morda v nekem delu zaznaven tudi za ljudi, ki živijo v bližini. V Luki Koper si sicer že vrsto let na različne načine prizadevajo za odgovoren odnos do okolja. Tako največji že omenjen je zagotovo elektrifikacija obal. Do 2030 si želimo urediti vso potrebno infrastrukturo, ki bo omogočila napajanje ladij neposredno z obale. Veliko truda v bistvu zadnja leta, to ni samo v tem letu, ko je morda ta termin tako moderen, ampak mi smo s tem začeli že veliko prej. Tudi skušamo zvišati delež samooskrbe z električno energijo in pri tem čim bolje izkoristiti obnovljive vire energije. Veliko projektov je za v bistvu pokrivanje streh skladišč z fotonapetostnimi elektrarnami. Do leta 2030 želimo vzpostaviti 10-megavatno sončno elektrarno, s katero bi lahko v bistvu zagotavljali 25% potreb po električni energiji. To so pa potrebe, ki se bodo dejansko tudi z vsem razvojem, ki je načrtovan do tistega leta, nekako izrazile. Poleg tega že danes skušamo pretovorno mehanizacijo elektrificirati oziroma čim bolje izkoriščati tole nekako zeleno obnovljivo energijo. Vsa obalna dvigala so že danes, v bistvu jih poganja elektrika. Tudi ta mostna dvigala, ki so večji porabnik, že pri novih pridobitvah nekako stremimo k temu, da so vsa električna, določene tudi v bistvu postopoma prenavljamo. Tudi velik preskok bo, ko bomo to letalno luško mehanizacijo, torej tovorne vlačilce lahko elektrificirali. Tudi pri projektiranju objektov sledimo temu ničemisijske, v bistvu želji po ničemisijskih objektih. Energetske sanacije so bile v preteklosti v bistvu tudi večkrat opravljene. V celoti smo sanirali razsvetljavo in tako več kot 75% vseh zunanjih površin, ki so razsvetljene, obnovili. Imamo LED svetila, svetila, ki so usmerjena v tla, možnost daljinskega upravljanja in tudi občasnega izklopa na delih, kjer se pretovor ne opravlja, tako da dejansko ne samo privarčujemo, ampak tudi zmanjšamo neko svetlobno onesnaževanje v okolje. Kako pogosto lahko v našem morju sploh opazimo električno ladjo ali čoln? V ladje ne, ampak vidimo pa manjša plovila. Čolne pa vidimo počasi hibridne in na električni pogon. Tako da iz tega vidika, nekaj električnih plovil je, ladij ni, ki so seveda ta hujši onesnaževalci, ampak seveda, dajmo reči, da z malimi koraki počasi bomo po vsej verjetnosti prišli tudi na neke višje nivoje ekološke ozaveščenosti. Bi povečanje ladijskega prometa na račun cestnega prispevalo k doseganju okoljskih ciljev in zelenemu prehodu? Vprašanje je zanimivo in mislim, da ne. Ampak je pa tu neka sinergija, kjer se moramo zavedati, da brez ladijskega prometa bi se svet ustavil. Če pa bi, mislim, da v glavnem, da so sigurno ladje večji onesnaževalci, kot je promet na cesti. Zdaj, seveda, kot sem že omenil, trend je to, da bi se ladje čim bolj naredile zelene, dajmo reči, z alternativnimi gorivi predvsem, ampak to bo trajalo seveda še nekaj časa. Ne moremo pa biti, dajmo reči, razmišljati utopično, da bi kar ukinili ladijski promet, saj tako bi praktično zamašili žile sveta, kjer se pretakajo vse dobrine in podobno. V primeru onesnaženja v morju ukrepa Uprava za pomorstvo in pomorska inšpekcija. Torej, načinov, kako ladje lahko onesnažujejo, seveda je več. Mi se največ bojimo težkih goriv, saj bi ta onesnaženja potem zahtevajo izredno težko tehnično čiščenje. S tem namenom smo tudi par let, ko smo vzpostavili nov center za upravljanje kriznih situacijah, tudi postavili radarje za zaznavanje onih madežev na morju. Torej, če bi se kaj zgodilo, da lahko potem sledimo vsaj približno, ko se premikajo te madeži.
Drugače v praksi, recimo, če bi dobili informacijo, da je neka ladja onesnažila, bi mogli iti ta podatek potrditi. Zato imamo tudi pomorsko inšpekcijo in zadnjih par let imamo tudi inšpektorico, ki je prav s tem namenom, torej za ekološki vidik. Hodi tudi, ko pridejo ladje v pristanišče, hodi na ladje, vzorči gorivo, da vidi, če te, recimo zaradi zračnega onesnaževanja, če imajo nizko vsebovanost žvepla njihova goriva in razne podobne zadeve vezane na ekologijo, kot so smeti in kaj takega. Tako da način onesnaževanja je več, tudi pri manjših plovilih, tudi pri čolnih, tudi na to smo pozorni. Recimo uporaba detergentov, ljudje radi pojejo kakšno malico, pa potem operejo z detergenti na morju svojo posodo, kar ni dovoljeno, to pomeni, da onesnažujejo. In seveda tam, kjer se točijo goriva v čolne, tam smo tudi precej pozorni in gledamo, da se držijo teh minimalnih standardov, da ne pride do kakšnih izlit. Za morje in njegovo biodiverziteto pa poleg uprave za pomorstvo skrbijo tudi druge organizacije. Torej, treba poudariti, da seveda v Sloveniji v pomorskem oziroma v morskih krogih ni samo uprava za pomorstvo, nismo sami. Tukaj je več organizacij, ki skrbi ne samo za ekologijo, ampak tudi za biodiverziteto, da jim reč. Torej imamo Nacionalni inštitut za biologijo v Piranu, kateri skrbi za morje. Imamo recimo društvo Morigenos, katero sledi premikom delfinov. In 4 te naše občine, ki jih imamo tukaj na obali, od 4 občin, 3 imajo razglašene naravne parke na morju, ne. Tako da, kar se tiče z ekologije v Sloveniji, je ozaveščenost precej na visokem nivoju. Torej, vsi mi, pa tudi recimo, da omenim, tudi ostale, ki smo, kot je pomorska policija, in to gledamo oziroma skrbimo za to, da pride do čim manjšega onesnaževanja oziroma da je poleg varnosti plovbe, ki je naš pač prioriteta, da skrbimo tudi za ostale dele, ki bi pripomogli k temu, da ohranimo naše morje takšno, kot je danes. Kako povečanje pomorskega prometa vpliva na podvodni svet in morski živelj, smo povprašali na Morski biološki postaji Piran. Vplivi so zelo različni. Zdaj, med najbolj takimi poznanimi so lahko recimo trki s plovili, to je predvsem v primeru delfinov in pa želv. Potem tukaj je velik problem je lahko sidranje, predvsem v raznih zalivih, kjer se zelo pogosto pojavljajo plovila, imamo potem tudi poškodovanje morskega dna zaradi sidranja, tukaj pride do poškodovanja morskih travnikov, lahko pa potem tudi v primeru leščurjev pride do poloma njihovih lupin in poleganja teh. Trenutno v bistvu, ker imamo tudi velik pogin leščurev zaradi bolezni v preteklosti, so to bolj kot ne prazne lupine, vendar ima še vedno zelo velik pomen za morske organizme na dnu, tako da to zna predstavljati kar velik problem. Poleg tega ima potem še vedno prisotno potem onesnaženje zaradi teh plovil. Eno izmed takih novejših opažanj oziroma problemov, ki se pojavljajo, je predvsem potem tudi zvočno onesnaženje. Z določenimi raziskavami je že bilo ugotovljeno, da zvočno onesnaženje negativno vpliva na morske organizme. Naprimer, na ribah je bilo ugotovljeno, da se ribe lahko nehajo v tistem času, ko pride neka barka oziroma je povečan hrup pod vodo, da prekinejo v bistvu svoje paritvene obrede, lahko se prenehajo prehranjevati, lahko pa v bistvu tudi niso več tako pozorne na same plenilce, kar v bistvu ima potem negativen vpliv na njih, ker jih lahko plenilci tudi lažje vplenejo. Potem imamo tukaj tak pomemben del je tudi resuspenzija sedimenta. To prihaja predvsem v okolici raznih pristanišč, kjer v bistvu te večje barke dvigujejo sediment, ki pa potem preprečuje v bistvu svetlobi, da bi prišla do dna oziroma je zmanjšana intenziteta svetlobe, kar pa negativno potem lahko vpliva na morske cvetnice, predvsem morske trave v tem primeru, lahko pa tudi na razne morske alge in pa seveda tudi morske organizme, ki jih ta sediment, ki se potem poleže, lahko v bistvu tudi zaduši na morskem dnu. Še en od takih v bistvu problemov, ki se pojavlja zaradi prometa, je pa potem lahko tudi vnos tujerodnih organizmov, saj je morski promet znan kot v bistvu eden izmed glavnih vnosov tujerodnih organizmov iz drugih okolij. Med tujerodnimi vrstami je sicer malo invazivnih, ki bi izrinile avtohtone vrste.
Večina tujerodnih vrst pri nas se naseli na degradirana okolja in tam vzpostavi svojo populacijo. Tujerodni organizmi se pojavljajo predvsem v degradiranem okolju. To je okolje, ki ga je človek pač nekako spremenil in je bolj kot ne neprimerno za naše domorodne organizme. Zdaj, če si pogledamo neko marino oziroma neko pristanišče, tam imamo glavno polno pomolov, nekih privezov, ampak tam naših domorodnih vrst ni, ker to okolje ni primerno oziroma je število naših domorodnih vrst mnogo manjše. Ne? In tukaj potem najdejo v bistvu tujerodni organizmi, ki so večinoma pionirski, naseljujejo v bistvu nenaseljena območja, poseljujejo te strukture in tukaj v bistvu dosegajo zelo visoke gostote. In zdaj, če pač pogledamo neko tako točko, je lahko v bistvu popolnoma pokrita s tujerodnimi organizmi in zelo majhno število domorodnih vrst najdemo na tem območju. Če pa pogledamo neko naravno območje, recimo pogledamo Mesečev zaliv, ki je zelo dobro ohranjen in nedegradiran, pač imamo samo v bistvu naravne elemente, tam pa v bistvu tujerodnih organizmov skoraj da ni oziroma bomo zelo težko sploh katerega izmed njih našli. Slovenska obala je zaradi razvoja koprskega pristanišča in majhnosti morja še posebej ranljiva za onesnaževanje, ki ga pomorski promet nedvomno prinaša. Predpisi Mednarodne pomorske organizacije IMO glede zmanjševanja onesnaževanja morja in obale predvidevajo zmanjšanje onesnaževanja za 40% do leta 2030 in za 70% do leta 2050 s pomočjo tehnoloških novosti za zmanjšanje onesnaženja zraka s toplogrednimi plini pri projektiranju ladij ter z razvojem zelenih pristanišč.